Danes se pogovarjamo o padalstvu. Ne samo kot športu, temveč kot izkušnji, ki človeka sooči s strahom, z zaupanjem, s pogumom in tudi s trenutkom, ko zares mora stopiti v nekaj neznanega. Z gospodom Marcelom Žmavčičem se bova pogovarjala tudi o tem, kaj takrat zares poznamo o sebi. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Ja, gospa Mirela, dobrodošli, tudi vi. Greva za začetek pogledati, kako je padalstvo sploh vstopilo v vaše življenje in kaj vas je pri tem najbolj pritegnilo. Ja, v bistvu ta zgodba ima res kar dolgo brado, tako da bom skušal povedati čim bolj na kratko, če bo šlo. Uh, Pravzaprav razmišljanje o padalstvu me spremlja že skozi od otroških let. Včasih mi je še oče naredil padalo iz svile, na katerega je privezal kamen, potem sem ga vrgel v zrak in je padalo počasi drselo proti tlu. Tako da me je v bistvu to vedno, vse, kar je bilo v zraku, me je vedno vznemirjalo. Uh, Pa tudi moj oče je skakal na letališču Skopje s padalom, ko je služil vojaški rok. Uh, Tako da sem komaj čakal izid njegovih revij. Krila so bila takrat, da sem gledal malo te aviončke in te zadeve. Uh, Tako da, ko sem bil nekaj let star, sem pogosto govoril, tudi jaz bom nekoč letel. Tako da mladostniške želje smo pa s prijatelji potešili včasih kar tako, da smo skakali z nekimi prirejenimi dežniki, ki se niso med skokom zaprli, ampak smo skakali na Selakovem skednju, to je bil naši sosedje, ena kmetija. Tako da, ko sem obiskal rojstno vas Nikole Tesle, sem bil presenečen, da je Nikola Tesla to isto počel, ampak sem bil presenečen, da je skočil na trda tla in se je noge polomil, ko je bil majhen, ne. Mi smo skakali na mrvo, mehko, tako da nikoli ni bilo nobenem nič narobe. Tako da se nam je celo zdelo, da nas je ta dežnik malo počasnil, čeprav verjetno to ni bilo res, ampak mi smo bili v to prepričani. Tako da s tem smo si malo tešili te mladostniške neke sanje in tako naprej. No, željo po letenju sem nameraval uresničiti med študijem geologije, ko sem končal drugi letnik. Lahko bi v Portorožu naredil izpit za pilota motornega letala. Oče je bil od začetka kar navdušen na to, mi je obljubil, da mi bo tudi finančno pomagal. Ampak potem, ko je videl, da so skoki s padalom, mi je pa to odsvetoval. Ker mi je povedal, mi je razložil, da skok s padalom pač pusti na srcu lahko neke posledice, verjetno ne vsem, ampak je rekel, to čutiš šele potem, ko si že v letih, ne. Tako da je rekel, glej, če boš našel kaj drugega brez skakanja s padalom, te bom podprl. Ampak potem pa seveda, potem sem končal študij, se zaposlil, prišla je družina in ni bilo več časa za to, enkrat ni bilo časa, drugič ni bilo denarja, tako da sem v bistvu počasi pozabil na to. Ampak na letenje pa nikoli, ker sem pogosto sanjal, še zdaj se mi včasih sanja, da letim in to brez vsega, v bistvu ni nikjer nobenega letala ali karkoli podobnega. Tako da mi je bilo, ne vem, niti nisem znal predstavljati, kaj to letenje pomeni, da letiš brez skoraj česarkoli, praktično nič ne vidiš. Tako da potem smo pa imeli enkrat pred leti sestanek ene naše te mednarodne skupine, pogovarjal sem se z enim gospodom Vazmotom, ki je bil direktor ene od naših teh tovaren, dr. Otto v Nemčiji. In ko so se pogovarjala, kaj smo že naredili v življenju, kaj nas še čaka, sem mu pač povedal, da mi nažalost ta želja se najbrž ne bo nikoli izpolnila, da bom naredil izpit za pilota. No, in on je pa rekel, ja, jaz sem pa paraglider, torej jadralni padalec, ne, in jaz ga pogledam debelo, bil je podobno star kot jaz, sem rekel, v hecu tako, pa kva ste nori ali kaj, ne. In potem mi je razložil, da to sploh ni res toliko nevarno, če pač upoštevaš pravila in če se držiš pravil in upoštevaš razmere, ki so takrat v naravi.
In potem se mi posvetilo, da je mogoče to, kar sanjam v bistvu, da ker letim brez aviona, torej jaz sem, no, čez ene 2 meseca sem že se prijavil na tečaj, tako da prvič smo leteli na Vremščici, in to sicer z enih 30 metrov, ne neke velike višine, ampak seveda tudi to je neka kar višina že. In ko sem v bistvu prvič leto, ko sem pristal, mi nič drugega ni prišlo na pamet kot to, da sem rekel, oče, hvala, ki smo naredili, in mama, hvala, ki sem me rodila. To mi je bilo, uh, res mi je bilo fantastično. No? Uh, tako da uh, uh, leteti pa sem začel skupaj s sodelavcem Martinom, ker so se enostavno odločila, da bo poizkusila, pa bova videla, če bo šlo ali ne bo šlo. No, ampak ko danes gledam nazaj, vidim, da je ta občutek za višino in svobodo me spremljal praktično že vse življenje in sem čakal, da ga končno ujamem. Ja. Vsaka taka izkušnja pravzaprav se običajno začne torej z nekim notranjim klicem, ampak običajno tudi ta notranji klic, ki nas vabi, da stopimo nekam v neznano, spremlja tudi občutek strahu. Se spomnite svojega prvega skoka oziroma prvega močnega trenutka v zraku in kaj se je takrat dogajalo v vas? Mogoče bi dodal sem to, da preden sem šel prvič leteti, sploh nisem vedel, ali mi bo to prijetno, mogoče me bo strah, mogoče bo strah tako velik, da se sploh ne bom upal, nisem vedel, ampak užitek ob letenju je bil res tako velik, da sem na strah v trenutku pozabil. V bistvu je bilo tako, kot bi se telo v trenutku spomnilo nečesa, kar je že od nekdaj znalo, ne vem. To, en tak občutek je bil, skoraj kot bi prišel domov, no, ne vem. Ja, saj to je zanimivo, da v takih trenutkih, torej, če se odločimo, da naredimo ta korak, čeprav nas je strah, lahko spoznamo, da strah ni nujno ovira, ampak dejansko neke vrste učitelj. Kaj je vas padalstvo naučilo o strahu in kako danes razlikujete med strahom, ki vas varuje, in strahom, ki vas zadržuje? Ja, v bistvu, ko sem razmišljal o vseh teh stvareh, sem se spomnil na stavek Williama Shakespearea, ki je rekel: dvomi so izdajalci, ker nas je strah poskusiti, izgubimo, kar bi lahko dobili. Ne? Po drugi strani je tudi ameriški predsednik Franklin Roosevelt dejal, da pogum ni odsotnost strahu, ampak presoja, da je nekaj drugega bolj pomembnega od strahu. Ne? To je tudi meni še zdaj vodilo in včasih to tudi uporabljam, kadar se s kom pogovarjam, ko me sprašuje, bi šel, bi poskusil, ne bi poskusil in tako naprej. Tako da pa je, kljub temu, ko imaš te zadeve rad, pa te praktično pred vsakim vzletom te je malo strah, ne? Kar se mi zdi normalno, v bistvu bi bilo bolj, da te je, kot da te ni, no? Po domače Čudno bi povedano. bilo, da ne bi bilo, strahu. Tako, ker strah to je tisti, ki nas varuje, v bistvu pa nas tudi prepriča, da so naprimer trenutne vremenske razmere prenevarne za letenje in se potem odločiš, da pač to pot predstaviš, ne greš. Ne greš kot neki norec v zrak, pa kar bo, pa bo. Ne? Pač to je ta strah, ki te varuje, zadržuje nas pa neke vrste. To je torej strah, ki ga pa lahko premagaš v bistvu. Ne? In bi bilo škoda, recimo, če v dobrih razmerah zaradi strahu ne bi poletel, bi ti bilo potem žal. Ne? Tako da jaz v bistvu kljub strahu še nikoli se nisem odločil, če so bile razmere dobre, da ne bi šel v zrak. Kaj pa še bo, pa ne vem. Ne? Tako da sem pa veliko krat že stal na vzletišču, vse je bilo videti krasno, pripravljen si bil in to, in pa se je veter v momentu spremenil, razmere več niso bile ugodne in smo zložili padala, pa smo šli domov, po domače povedano. Tako da, pa še nekaj se mi zdi zelo pomembno, vedno sem se rad ukvarjal s stvarmi, ki se lahko ukvarjamo tudi v poznih letih in tudi padalstvo, čeprav zgleda mogoče to
malo skoraj neverjetno, ampak dosti je ljudi, ki še po 90. letu svojem še vedno letijo, seveda, če so zdravi, pa če imajo kondicijo. Ne, tako da se da to tudi v pozna leta početi. Ne. Mm. Zdaj pa, uvodoma sem povedala, da ne bomo govorili samo o padalstvu kot športu, a ne? In zdaj že greva majčkeno globlje. Kje vidite največjo povezavo med skokom s padalom in pomembnimi življenjskimi, ali pa tudi poslovnimi odločitvami? Ja, v bistvu je oboje, jaz mislim, da je povezano tudi s strahom, kar so omenjala, ampak tudi z zavedanjem, da ti bo žal, če ne boš nekaj naredil. Ne? Tako da, kljub tem, da boš lahko odletel svoj let drugič, to se da narediti, medtem ko ponavadi poslovne priložnosti pa se običajno ne vrnejo. Tega se je treba dobro zavedati in se običajno ne ponovijo. Ne? V bistvu, če primerjamo, bi rekel, da poslovne priložnosti niso vlak z nekim rednim voznim redom, da bi lahko počakalo na naslednjič. Ne? Ko se poslovna priložnost pojavi in če pretehtaš, da je dobra, pa da je pravilna, jo moraš enostavno zagrabiti in hitro in odločno. Mm. Uh, tako da, tako kot pri skoku, tudi pri poslu, sam nosiš odgovornost. Ne? In prav ta odgovornost te prisili, da razmišljaš trezno, ne pa impulzivno, ali pa ne vem, kako naj temu rečem. Ne? Uh, tako da to. Ali vam je padalstvo kot izkušnja vstopanja v neznano ali pa kaj drugega, kar ste v življenju počeli na tak način, ali vam je to pomagalo tudi pri tem, kako ste v času vodenja podjetja Kremen sprejemali odločitve, tvegali in tudi prevzemali odgovornost, ne, tako kot ste že omenili? Ja, v to sem prepričan v bistvu. Praktično, ko se odlepiš od tal, prideš popolnoma v drug svet. To je podobno, lahko recimo doživite pri potapljanju. To je isto, popolnoma drug svet. Ko greš pod vodno gladino, si v drugem svetu, ampak je pri letenju občutek svobode neizmerno večji. Ne? V vodi si bistveno bolj utesnjen. Kar pa je pomembno, se izjemno in v trenutku se izostri in ojača fokus. Mhm. Ne? To je, predvsem sem jaz čutil to potem, ko sem bil že malo starejši, recimo včasih težavo pridobiti pravi fokus, ko ga potrebuješ, ker začneš z nekimi težavami zjutraj, recimo, ali pa problemi čez dan delaš različne stvari in večer zaključiš s popolnoma drugačnimi, reševanjem popolnoma drugačnih težav. Ne? In sposoben si prehajati iz ene težave na drugo, ampak mislim, da z leti je pa fokus čedalje težje dobiti, ne? V bistvu neko zbranost in osredotočenost. Ne? Tako da to je v bistvu pri padalstvu zanimivo, da v momentu, ko se odlepiš od tal, je zbranost vrhunska. Mislim, taka, ko jo prej recimo nisem doživljal. Tako da tudi, seveda je malo povezano tudi z adrenalinom, normalno, ampak vedno je zanimivo to, ko se peljem domov z letenja, se mi zdi vedno, da vozim čist počas. Ampak števc pa ne kaže tako, števc kaže prej prehitro kot prepočas. V bistvu zato, ker si tako zbran. Ne? In ta zbranost pa še nekaj dni praktično ostaja in pozitivno vpliva na vse, kar počneš. Mhm. Tako da potem te letenje, naprimer, izjemno sprosti, na nek način lahko rečem, da te resetira. V bistvu v zraku pozabiš na vse težave, pa še nekaj, kar mi je zelo pomembno, ko pristaneš, sploh ne čutiš nekega bremena svojih let. Ne? Se ne počutiš, se počutiš pač zelo v redu. Ne? Tako da prosto letenje je res tako uživanje, da meni se zdi, da sem kar malo bolan, če predolg. Če traja predolgo, da naletim, ker ni vremena ali pa če ni časa. Ne? Tako da ne dvakrat na mesec je meni to nekako najboljš. Če pa več, je pa še boljš. Ne? Ampak je zanimivo tudi to, ko si v zraku, ti vidiš
na svet gledaš iz druge perspektive, ne? Ti si tako rekoč v treh dimenzijah. In ta perspektiva se na nek način prenese tudi v posel. In bistveno lažje ločuješ bistveno od nebistvenega. To bi bilo na kratko. Bi lahko rekli, da za vsakič, ko potrebujemo to neko notranjo jasnost ali pa razbistriti je fajn, da gremo majčkan gor. Ja, Ker potem nedvomno. stvari kar same odpadajo od sebe, in fokus se naravno vzpostavi, tako da je to res nekaj zelo koristnega, kar bi lahko prenesli tudi vsakdanje življenje, če bi mogoče vstopalo v neznano po neki drugi poti, se verjetno ni nujno, da je vezano samo na padalstvo, ampak sploh to vstopanje v neznano, ker se Točno pač to. pojavi tudi strah. Točno to, ja. Kaj ste skozi padalstvo spoznali o sebi, česar brez te izkušnje morda ne bi nikoli? Ja, v bistvu, kljub temu, da sem se že od mladih nog ukvarjal z različnimi športi, recimo smučanje, tudi skakal sem na smučeh, jahal sem konja več let, vozil sem motorje. Res nisem vedel, ali bom dovolj pogumen za to, da bi se upal leteti ali ne, sploh na tak način, ne, da si res odvisen sam od sebe. Ampak, ko sem dobil priložnost za to, sem videl, da zmorem zbrati zadosti poguma za to, ne. V poslu je pa tudi podobno. S podjetjem smo šli skozi res številne preizkušnje in nikoli se nismo ustrašili nečesa, kar je bilo za podjetje pomembno in pravilno v bistvu, ne. In danes se zavedam, da je bilo za marsikatero odločitev res potreben izjemen pogum, pa ne samo moj, ampak tudi pogum mojih sodelavcev, ne. Tako da poleg tega me je letenje naučilo neke vrste ponižnosti, tako da vedno moraš vedeti, da narava ima tisto zadnjo besedo, ne. Nikoli proti naravi, to sem se pa naučil. Imam nekaj tudi takih izkušenj, svoje drevo in tako naprej, tako da te nauči počasi to. Kaj bi pa danes sporočili ljudem, ki stojijo na robu nečesa novega, pa še zbirajo pogum za svoj skok? Ja, v bistvu bi sporočil to, da nobeno dejanje pravzaprav ni tako težko, kot zgleda, dokler ga opazuješ nekje oddaleč, pa sam razmišljaš o njem, kako bi bilo, če bi to moral narediti in tako naprej. Potem, ko se zadeve lotimo, skoraj vedno steče veliko lažje, kot smo si prej predstavljali. Je pa v bistvu, mislim, da je najtežje narediti ravno tisti prvi korak, ne. Ko ga naredimo, pa ponavadi strah hitro izpuhti. Tako da po moje je najboljše, da strah, če je možno, da si predstavljamo, da strah zamenjamo za radovednost. Strah te v bistvu prekine, ti da nek zid, ampak če pogledaš malo čez to, pa postaneš radoveden, kaj pa tisto zadaj, ne? Kaj pa če bi, in to te začne v bistvu te pritegne, ta radovednost. Mislim, da imamo vsi ljudje, da smo do neke mere radovedni in ta radovednost nas potisne potem naprej, da začnemo, ne. To mislim, da je tako, da strah si lahko predstavljamo praktično kot neke vrste meglo pred mostom, ne. Ampak, ko stopimo na most, vidimo, da je dovolj trden, da gremo preko njega do cilja, ne. Tako da to bi bilo na kratko. Marcel, hvala lepa še enkrat za iskren in navdihujoč pogovor. Vsak od nas kdaj stoji na robu nečesa novega, vendar pravi premik se začne prav s pogumom za prvi skok.